Kulturnice. V Sloveniji imamo dva stripa o Srečku Kosovelu. Eden je namenjen mlajšim bralcem, drugi pa odraslim. Srečkon strip o Srečku Kosovelu, njegovi ustvarjalnosti, življenju in sodobnikih, ki ga je izdal Zavod Škratelc, sta ustvarila pisatelj Žiga X. Gombač in ilustrator Jaka Vukotić. Srečkon strip je izhodišče za predstavo z naslovom Srečkon strip predstava je res čuden naslov za predstavo. Ustvariti predstavo po stripu je bil kar velik izziv, pravi soscenarist in režiser Mare Bulc. Zato, ker tudi že ta strip ni klasičen strip, bi rekel. V bistvu je strip zasnovan kot intervju s Srečkom Kosovelom. Z njim se pogovarja urednik časopisa Zenit in Srečko Kosovel v tem stripu pravzaprav govori o sebi in razmišlja na podlagi vprašanj tega novinarja, rečemo, o različnih temah. In najbolj me je v bistvu zanimala tema ustvarjanja oziroma Srečkovega navdiha ali pa navdiha nasploh, kako ustvarjamo, zakaj ustvarjamo, kaj se zgodi, ko ustvarjamo, kaj se zgodi, ko ustvarimo nekaj novega, ne nujno v umetnosti, ampak nasploh. In obenem me je zanimala forma intervjuja, kaj se zgodi v bistvu, ko na oder, gledališki oder, postavimo intervju, kakšno situacijo dobimo. Predstava, v njej nastopata Manca Trampuš in Nik Škrlec, oba tudi soscenarista, ima podnaslov Interaktivna uprizoritev. Je v bistvu predstava, ki izziva publiko oziroma vabi publiko, da z nastopajočima sodeluje, in nastopajoča in publika na različne načine soustvarjata ta dogodek. Se pravi, živi dogodki v gledališču so že tako na nek način soustvarjeni, tudi če gledalec ni pozvan k sodelovanju, je v bistvu na nek način vedno soustvarja gledališko predstavo, ki jo gleda, že s svojo prisotnostjo v prostoru. Tukaj gremo pa malo dlje, nas zanima malo več interakcije, ne bi pa preveč šel mogoče v globino, da ne izdam česa. Kaj je bilo najzanimivejše pri delu? Kako je igralec Nik Škrlec videl Srečka Kosovela, zgodbo njegovega življenja, misli in njegovo mladostno drznost? Jaz sem ugotovil tekom delanja te predstave, da mogoče imamo vsi skupaj v tej kolektivni zavesti malo pomešane osnovne pojme o Kosovelu in da je to zelo dobra priložnost, da skupaj se zdaj odločimo, kako bomo pravzaprav interpretirali Srečka kot umetnika, kot človeka in njegovo življenje. Čez prizmo ustvarjalnosti ga res lahko vidimo kot enega multiustvarjalnega človeka, ki ima eno močno smer, močno energijo in je tudi izjemen navdih. To je zame vedno bil. Je pa res, da v srednji šoli se nekako nisem mogel poistovetiti s tem njegovim doživljanjem krasa, ki ga je toliko, zato ker pač jaz sem iz Posavja in nisem imel pojma zares, o čem govori. No, zdaj mi je pa tudi to že bližje. Lažje berem tudi vse to, kar govori o krasu. In katera njegova misel je Niku Škrlecu najbližje? To, da če hočeš biti umetnik, moraš biti najprej človek. Manca Trampuš, performerka, pevka in kitaristka skupine Koala Voice, je tudi avtorica glasbe za predstavo. Bo nastopila tudi spremljavo kitare? Vse je narobe svet. Jaz v bistvu v tej predstavi, se mi zdi, da sva oba z Nikom nekako, ni Nik igralec, pa jaz sem glasbenica, ampak sva nekako oba ustvarjalca in performerja. Tako da v bistvu smo iz tukaj izhajali. Jaz sem igram v narekovajih Manco, in prek intervjuja, prek predstave, pogovora z Nikom oba nekako razkrivava neke procese najne ustvarjalne, moji so bolj povezani valjda z glasbo in z ustvarjanjem pesmi, Nikovi so drugačni in to je v bistvu ta pot te glasbe, ki pa na koncu, ampak tudi ne bom preveč razkrila, da na koncu lahko ta glasba tudi se dejansko zgodi s publiko, morda pa ne. Kakšno je bilo v šoli Mančino doživljanje Kosovela? Ja, zelo klasično. To, kar so mi povedali v šoli, je bil v resnici tudi izhodišče tukaj, ko smo začeli to predstavo. To, da je bil mlad pesnik, da je imel očala in da je bil konstruktivist.
kaj več, v bistvu nisem si dala tega, da bi ga zelo zbrskala. Šele zdaj sem ga začela zares malo bolj prebirati in brskati. In ugotovila, koliko je v bistvu ta njegov opus širok in koliko je veliko več raznovrstnih pesmi. Tako da to mi je bilo zelo fascinantno zdaj. Pa si mislim, da če bi si takrat vzela čas v mladosti, da mi bi bilo to tudi. Mare Bulc dodaja. Kosovel je napisal prvo pesem pri 12. Naša ciljna skupina, lahko rečemo, ali pa delamo predstavo za starejše od 12 let. In Kosovel je do 22. leta, ko je umrl, se pravi v 10 letih je ustvaril vse in doživel vse, kar o njemu poznamo in vemo. In na nek način se mi zdi, da v tej predstavi se pogovarjamo z gledalci oziroma skupaj delamo predstavo z gledalci, ki živijo ta leta, najbolj ustvarjalna Kosovelova leta in na nek način probamo razumeti Kosovela na neki bazični človeški ravni, kaj se je njemu dogajalo, kako je živel. Zelo, bi rekel, smo ga prizemljili ali pa smo ga, kljub temu, da on skozi leti, on je v bistvu zelo kozmičen in neverjetno inspirativen, neverjetno močan, ampak hkrati je bil pa tudi tako človeški, da je to neverjetno odkritje za nas, mislim, da vse tri, kako v bistvu nas je navdušil kot, jaz sem rekel, navaden, ali pa normalen, ampak se ni to ta prava beseda, ampak hočem, sam pač je bil tako kul človek. Srečkon strip predstava je res čuden naslov za predstavo. Produkcija Cankarjevega doma, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Škratelc bo premierno na ogled 8. februarja v Cankarjevem domu v Ljubljani, 21. februarja pa v Kosovelovem domu v Sežani. Kulturnice. Ostri ritmi Srečko Kosovel in Andrej Štular. Knjigo stripovskih in vizualnih interpretacij poezije in zapisov pesnika Krasa je Strip Burger izdal v zbirki posebnih izdaj, zbirki O. Avtor Andrej Štular, ki je dejaven na različnih umetniških področjih, od ilustracije in stripa, slikarstva, kiparstva, fotografije in filma ter oblikovanja lutk in scenografij in gledališča, svoje prvo srečanje s Kosovelom opiše takole. Nekje v drugem letniku smo imeli na programu pri slovenščini Kosovela in sicer pesem številka X. Tam smo pač brali Strup za podgane, pif, pif, kh, in sem rekel, kaj pa je to? In to v bistvu me je dejansko premaknilo in sem si rekel, to je tudi poezija, ker dejansko je šlo za nekaj zelo subverzivnega, za nekaj zelo nenavadnega in to je bilo pač tisto, kar smo takrat kot mulci, najstniki, uporniki iskali. In to je bilo nekako moje prvo srečanje s Kosovelom, ko sem rekel, super. V bistvu jaz dostikrat rečem, da je Srečko Kosovel največji slovenski pesnik za mene, seveda, Nekako ima eno široko paleto pač od te lirike, se pravi teh čisto osebno izpovednih, pa vsa ta obdobje, vse avantgarde je on v eni pahlači obdelal in ravno ta širok razpon, po mojem, mi daje največ tako in inspiracij in enega prostora, drzen se mi zdi aktualen, še vedno, zavedno, večno aktualen. Andrej Štular je v različnih obdobjih ustvaril stripovske zapise po Kosovelovih delih. Najprej mini strip Majhen plašč, ki so mu sledili stripovska verzija za pesem Destrukcije, Evropa umira za grafični bienale in tudi istoimenski daljši strip. In potem so nastali ostri ritmi. Po delih Srečka Kosovela ustvarjene ritmične vizualne kompozicije, ki se iz stripa prelivajo tudi v druge načine upodabljanja. Se pravi, par pesmi sem imel že ilustriranih oziroma narejenih likovno interpretacijo. Potem sem pa rekel, naredil bi še teh 10-15 pesmi. Vsake sem se lotil v neki svoji tehniki, ene so v tehniki kolaža, ene so v tehniki montaž, fotomontaž. Se pravi, nekih postopkov spet, ki so jih uporabljali avantgardisti, dadaisti, se pravi, malo se navizuje seveda na te evropske avantgarde. Malo pa pač čist po nekem svojem vzgibu in dejansko potem je ta izbor kar rastel in se širil. Pesmi so se potem nalagale, pojavljale so se nove, šel sem ponovna branja, vedno nove stvari sem odkrival, vedno aktualne, znova aktualne in
nekako se v bistvu sploh nisem mogel ustaviti. Tako da na začetku je bil načrt, da bo album dolg 120 strani, na koncu je to prerastel v 180 strani. Seveda je pač uredništvo Strip Burgerja je to toleriralo, tako da nekako mogoče je materijala še za naprej, še za eno knjigo. Ostri ritmi predstavijo izbor Kosovelovih pesmi, zapisov in misli. V bistvu album Ostri ritmi sem nekako zastavil po eni dramaturgiji, da najprej predstavim pesnika, se pravi začne se bolj z liričnimi pesmimi, potem grem v neke tako osebno izpovedne, potem gre pa počasi v družbeno-kritične, politične izjave in v bistvu vedno bolj postaja album radikalen proti koncu, no, do pač podobe našega sveta, ki razpada pred nami, recimo. Naslov Ostri ritmi ilustrira celoten opus Kosovelov, nekako pač ritmi glede na to, da gre za poezijo, ostri pa za pač, ker dejansko njegove pesmi zarežejo v meso in v duha. Po predstavitvah in gostovanjih v tujini bodo dela z albuma Ostri ritmi Srečko Kosovel in Andrej Štular kmalu na ogled tudi na razstavi v Lajerjevi hiši v Kranju. Na razstavi bo pa izbor del iz albuma, se pravi stripi, grafike, pa potem tudi neke tridimenzionalne postavitve oziroma inštalacije, ki so v bistvu neki novodobni neokonstruktivistični kipi oziroma skulpture. Razstavo Ostri ritmi bodo v Lajerjevi hiši v Kranju odprli 18. junija.